V naslednjem stanovanju se bo preteklost harmonično stkala s sodobnostjo. Ljubezen do vintage kosov in predmetov polnih zgodb lastnica goji že od otroštva, vendar jo je spretno dvignila na novo raven. Mnogi reciklirani in obnovljeni kosi dobijo novo estetsko in funkcionalno vrednost, širijo trajnostno miselnost, predvsem pa njenemu domu dajejo edinstven značaj. V tem svežem in zračnem stanovanju mlade arhitektke se nas preteklost dotika prek mnogih unikatnih kosov in detajlov. Gre večinoma za svetila in kose pohištva iz obdobja nekdanje Jugoslavije, ki, ko jih v roke dobi naša gostiteljica, stanovanju dodajo čisto poseben šik. Nina, živijo. Najprej nam prosim razložite, odkot ljubezen do vintage kosov oziroma do kosov iz časov naše pretekle skupne republike. Ja, jaz sem rojena nekako ob zaključku te skupne republike, tako da težko rečem, da se spominjam teh časov. Se pa vseeno spominjam svojega doma svoje babice, ki so bili napolnjeni s temi kosi, ki sem jih jaz zdaj toliko let kasneje v bistvu se odločila, da jih nekako začnemo vključevati v sodoben interjer. Ker se mi zdi, da imajo lepe detajle, so iz zanimivih materialov, pomembno pa se mi zdi tudi, da nosijo ful enih zgodb. Ja, in ker te kose v bistvu potem predelam in jih nekako predstavim v bolj elegantni luči, jih poimenujem jugošik. Jugo kot staro, zavrženo, zaprašeno, polno spominov in šik kot novo, prenovljeno, v trendu tudi in elegantno. A so kakšni posebni kosi tisti, na katere imate posebno pozornost, ali gre predvsem za svetila ali za marsikaj iz tega obdobja? Ja, v resnici imam zdaj fokus predvsem na svetila. Začela sem s pohištvom, vse pa povežem v interjer. Tako da bi rekla, da je en celostni pristop, s katerim lahko potem tudi prenovim stanovanje. Vi imate zanimivo kombinacijo, da ste hkrati arhitektka in oblikovalka, ne? Ja, jaz sem po izobrazbi arhitektka, sem zaključila fakulteto za arhitekturo, potem pa me je nekako to čisto spontano potegnilo v oblikovanje. Sicer se ukvarjam s prenovo interjerjev večinoma, torej jaz nisem zbirateljica starin, z namenom, da bi jih potem prodajala naprej, ampak me iz oblikovalskega vidika zanima, kako v zasnovo novih izdelkov vključim samo posamezne dele, ki se mi zdijo zanimivi. Tako da, naprimer, ko dobim lestenc, ga razstavim in potem uporabim stekla, uporabim kovinske delčke. Nekatere dele sem si dala narediti, tako da imam zdaj lastno linijo teh dodatkov. Podobno kot pri svetilih, tudi za stare kose pohištva Nina izdela nove idejne skice oziroma jih na novo osmisli. Svetila in pohištvo, ki jih ustvarja, niso le obnovljeni in osveženi, temveč povsem na novo oblikovani unikatni kosi z esenco preteklosti. Večino predmetov, ki se znajdejo v njenem studiu, najde na bolšjih sejmih ali različnih spletnih portalih. V zadnjem času pa ji prijatelji in znanci sami prinašajo predmete, za katere vedo, da jih je škoda zavreči in da jim bo Nina vdahnila novo življenje. Stvari, ki so namenjene odpadom, ker niso več moderne ali so nekoliko obrabljene, jo še posebej navdihujejo. Njena misel se takoj preklopi v trajnostni način razmišljanja, kako bi jih bilo mogoče osvežiti, nadgraditi ali morda uporabiti na povsem nov način. Tole vaše stanovanje deluje precej sveže, obnovljeno. Je bilo že tako šik, ko ste prišli not? Ja, ne, stanovanje je bilo pred prenovo precej bolj temačno in tudi ozko je delovalo. Sicer je prenova potekala že leta 2018 in takrat smo potem zamenjali celotne inštalacije, tlake, kuhinjo, kopalnico, narejena so bila nova vrata, notranja. Naredili smo tudi 3 preboje, oziroma eno je razširitev kuhinjskih vrat, drugo je okno med jedilnico in hodnikom in tretje so vrata med sobama, ki so prej sicer že bila, ampak so bila zazidana in s tem je bila vzpostavljena krožna pot skozi stanovanje in tudi nekako je potem cel prostor deloval širše, stanovanje pa posledično svetlejše, zračnejše, bolj pretočno. In poleg zelo veliko res premišljenih detajlov v stanovanju tudi kraljujejo stari vintage kosi. Zdi se, da ima vsak od njih kakšno zgodbo. Dejansko poznate za vsak kos pohištva, odkot prihaja?
Ja, vse sem sama nabrala, jih našla, pač postopoma se je to stanovanje polnilo s pohištvom. Naprimer, prva je pač ta črna omarica. Ta omarica je bila del sestava za dnevno sobo, ki sta ga moja starša kupila na začetku, ko sta se preselila v stanovanje. No, to je bila pač sestav, ki se mu je rekla mebloforma in ki je bil ves čas z nami, pač v stanovanju, potem, ko smo se preselili v hišo in potem v eni točki je šel v očetovo pisarno. In po tistem sta pa rekla, ok, to je pa zdaj to bomo dali zdaj stran. In jaz sem v tistem času ravno iskala omarico za dnevno sobo in sem pomislila, da bi te stenske omarice postavila na podstavek in vse povezala s kamnito ploščo. Potem ta majhna mizica oziroma omarica je en tak poseben kos, ker predali so naprimer iz stare kredence in ko sem na njih nanesla topilo, je nastal en tak vzorc. Hodila sem prej sicer do pač lesa, ampak potem mi je bil ta vzorc všeč in sem ga kar pustila. Potem na mizico to je pač, ja, mizica iz 60-ih, kateri sem prebrusila nogice. Vzgor je pa nalepljen linolej. To je bil en tak eksperiment, kako bi to izpadlo in je ful taka lepa mat površina. Potem imam za omarico tudi akvarij. Našla sem ta akvarij in se mi je zdelo, da to bi bil pa lahko res poseben kos. In potem sem res lani na Milanskem sejmu videla celo kolekcijo pohištva iz stekla v bistvu. Meni se zdi pa zelo zanimiva omara v spalnici. Ja, ta omara je v bistvu mi jo podaril en gospod in je bila poročno darilo njegovih staršev. Zdaj jaz sem za silo jo prenovila in postavila, še čaka pa na končno. Ja, to še ni končna verzija. Kakšna še lepo, ker je že zdaj lepa. Na steni v spalnici je nameščena nekakšna inštalacija iz zanimivih koničastih lesenih predmetov. Gre za lastne sponke, ki jih je izdelal Ninin prijatelj. Zdele so se ji tako lepe, da jo je skrbelo, da bi jih izgubila, če bi jih nosila v laseh. Zato so zdaj postale poseben in estetsko dovršen detajl v njeni spalnici. Jedilna miza je naredil moj dedek, naprimer. Wow. In ja, smo tudi imeli nekaj časa v stanovanju, potem pa pač je bil čas za večjo mizo in je bila kar dolg časa v kleti. In jaz sem v stanovanju potem iskala, kakšna miza bi pasala in se je izkazalo, da v bistvu ta kvadrat s prirezanimi robovi ful paše. In stole ste očitno nabrali malo z vseh vetrov. Ja, stoli so bili pa že v stanovanju, oziroma, ja, eni so bili v stanovanju, ampak ja, stoli so z vseh vetrov. Potem je pa še, naprimer, ta omarica v jedilnici, je pa narejena iz starih kopalniških vrat. In to so potem sestavljeno v tako novo kompozicijo in isto je pač narejena nova omarica potem. Kaj pa tale sedežna, na kateri zdaj sedite? To sedežno sem pa našla na enem spletnem portalu in jo kupila v bistvu, takšna kot je bila. Takšna, kot je Ful bila. ohranjena, bila je že pretapicirana, tako da to je šlo kar direkt v stanovanje. Stanovanje je tako skoraj v celoti opremljeno s starimi kosi, polnimi spominov in vznemirljivih najdb. Kljub temu je kuhinja nova, izdelana po meri iz lakiranega mediapana v barvi, ki ni povsem značilna za kuhinje. Kot pove Nina, je želela, da se lepo poveže z jedilnico in starimi kosi, ki jo obdajajo. Kakšne so vaše izkušnje, kakšen odnos imamo ljudje do teh starih kosov? Zdi se, da nam vsem malce pobožajo dušo, ne? Ja, veliko ljudi, ko pride v studio, kjer so pač še nenarejeni kosi, oziroma večinoma stekla, potem rečejo tako, takšno smo imeli pa v kuhinji, ali pa pač to pa je bilo v spalnici mojih staršev. Tako se mi zdi, da pač so to tako ene vezi do pač spominov do ljudi, pač do enih drugih časov, ki jih pač te predmeti, pohištvo in svetila sprožijo. A se kdo tudi prime za glavo v smislu, kako mi je žal, da smo mi to včasih stran metali? To pa ful velikrat slišam, da tako, če bi pač prej vedel, mi smo lih dali stran, velikrat, ja. Jaz v vašem stanovanju se ne morem nagledati lepih kosov, ampak najljubšega še pa nisem mogel zbrati. A imate vi svoj najljubši kos tlele? Ja, mogoče moj najljubši kos so ta roza svetila. To so v bistvu stari lestenci iz krope, pač tisti kovani črni, ponavadi so imeli rumeno steklo in so viseli tako pod balkonom, nad vhodnimi vrati ta svetila. In to sem pač začela barvati in v bistvu pač ta barva pokaže tako detajle, s katerih so narejeni, ful enih zanimivih vzorcev. Potem pa jih še pač najdem drugo steklo, ki se mi zdi primernejše, da tudi več svetlobe. Se mi zdi, da nastane res en tak šik kos, ki v bistvu naredi tudi take lepe sence, tako da je tako dekorativno svetilo.
Tako da ja, zvečer imam naprimer prižgano samo to stensko luč. V tem stanovanju se preteklost ne zadržuje kot spomin, temveč diha z vsakdanom. Tiho, a opazno. Stari predmeti so dobili novo vlogo, novo svetlobo in novo življenje, ki jih ne zaklene v vitrino, ampak jih povabi, da postanejo del sodobne zgodbe. Vsak kotiček nosi odsev topline, ustvarjalnosti in nežnega spoštovanja do vsega, kar je bilo.